Boštjan, povej nam mogoče za začetek, kje točno se nahajaš in kaj boš raziskal v prihodnjih dneh? Sem v Rehandliju na turško-sirski meji, ravno ker sem prišel čisto z meje. Meja je zaprta za tujce, v bistvu lahko z ene in druge strani uradno prestopajo samo lastniki sirskih in turških potnih listov. Po drugi strani je pa zdaj v zadnjih dneh, 2-3 dneh, tako je slišati, se je malo umiril naval beguncev, kljub temu jih pa pride vsak dan vsaj 2 do 3 tisoč, še vedno iz severne Sirije, predvsem iz Alepa in Idliba, ki so zelo blizu meje v ta del Turčije. Ta del Turčije, po drugi strani Hatay, je zelo tesno zgodovinsko povezan s Sirijo, konec koncev je bila Antakija sirska prestolnica v času po drugi svetovni vojni. V bistvu je tukaj tudi daleč največ beguncev, proporcionalno, glede na to, da jih je v Turčiji sirskih beguncev v tem trenutku med 500 in 600 tisoč. Na tem območju jih je daleč največ. Je pa malce problematično se skupaj postalo po 11. maju letos, ko je tu v Rehandliju odjeknil dvojni bombni napad, v katerem je bilo ubitih 50 in ranjenih okoli 140 ljudi. In to je nekako spremenilo odnos lokalnega prebivalstva, ki je tudi večinoma šiitsko, kot sirski režim, napram večinoma sunitskim beguncem. Predvsej so se dvigalne, tako bi rekel, medetične, medsektaške tenzije in lokalno prebivalstvo je začelo beguncem učitati, da v ta prostor uvažajo vojno, kar je nekako grozljiva opaska, ampak se vedno zgodi v podobnih konfliktih, državljanskih konfliktih, ki se izvažajo preko meja. Drugače pa ni čutiti nekih, kako bi rekel, blazne nervoze v tem delu. Zdi se, da turške varnostne sile zelo dobro nadzirajo prostor in nekako po 11. maju so to še veliko bolj zaostrile. No? In je pa v tem trenutku tisto, kar je glavno, Turčija nekako na mejo pošilja vedno več vojakov, na cesti je videti veliko topništva, veliko IPC-ov, teh oklepnikov. Varnostno-obveščevalne službe, po mojem z celega sveta, imajo vsako drugo hišo, bi rekel, v Rehandliju v svojih rokah, obveščevalcev tu preprosto mrgolino. S tem vred pa tudi govoriti, vsekakor pa še vedno obstaja zelo močno pričakovanje, da bo slej ko prej prišlo do nekakšne vojaške intervencije, ki bo zagotovo imela močan vpliv tudi na tok beguncev v Turčijo. No. In Turčija ima s tem iz obeh iraških vojn zelo močne in posledično tudi negativne izkušnje. Tu je prisotno še kurdsko vprašanje in mislim, da bi to znala biti zelo pomembna točka regije v naslednjih tednih. Praviš, da priprave še vedno tečejo, pa čeprav se zdi, da je koalicija voljnih v zadnjih dneh nekoliko stišala to svojo agresivno retoriko? Mislim, koalicija voljnih resnici ne obstaja. Obstaja koalicija, kako bi rekel, neodločnih, ne? Ki očitno niso sposobni dovolj enotno in dovolj neposredno predstaviti dokazov, da je sirski režim, jaz osebno to ne dvomim kaj dosti obračunal s kemičnim orožjem svojim prebivalstvom. Predvsem mislim, da niti ni toliko problem dokaze. Kemično orožje je lažen na Libiji in tako za eno kot za drugo stran v tej vojni. Ogromno zločinov je bilo že pred tem in Bašarja al-Asada bi bilo, če bi se ga dalo, bi bilo potrebno ustaviti v prvih mesecih te vojne. Zdaj se še stvari preprosto predaleč in je Sirija dejansko na robu najhujše mogoče krvoločnosti. In mislim, osebno sem nekako razmišljam, da bi vojaški poseg mednarodne skupnosti, dela mednarodne skupnosti, ki je brez kakršne koli kredibilnosti stvari v tem trenutku lahko pošteno poslabšal. Jaz mislim, da je potrebno pa na drugi strani narediti vse, da se Asada prisili k pogajanjem, da se sproži, kljub temu, da se stvari res v ekstremno pozni fazi, nek intenziven, agresiven političen proces, da se na drugi strani, kolikor se le da in kolikor je še mogoče, podpre ne skrajen del uporniškega gibanja, da se začnejo sosedske države intenzivno pogovarjati med sabo. Mislim, da ni v nikogaršnjem interesu, govorimo o sosednjih državah Sirije, predvsem pa od Sirije, da bi ta
da bi se ta konflikt še stopnjeval. Ne. In to je po mojem tudi povezano s tem, da do napada še ni prišlo. Nekako se pa ne strinjam, da ta opcija ni več na mizi.